Nocoj smo si ogledali predstavo Eliasa Canetija Ohcet v izvedbi drame Maribor v režiji gospoda Edvarda Millerja, v priredbi gospodične Žanine Mirčevske, v prevodu gospe Mojce Kranc, ki je ene 20 metrov predaleč, se mi zdi. Če se ji bo ljubel kakšno reči, bom zelo veseli. Jaz zelo vesel. Torej, Elias Caneti je nemško pišoči avtor bolgarskega porekla. Dramo je napisal leta 1932, rojen je leta 1905, umrl pa je leta 1994, se pravi, da je tako rekoč celo 20. stoletje njegovo. Mojca, jaz sem prebral najprej dramo, preden sem predstavo videl, moram ti dati en javen poklon z moje strani, meni se zdi, da si fantastično prevedla, res. Res prav nekaj posebnega se mi prevod. Če češ kakšno besedo reči na to temo, bom zelo vesel. Potem dol v bifeju, ne? Dobro. Vam povem drugo leto, kaj bom je povedala. Edvard, občutek imam, da je to vrsten tekst ne pisan na kožo. Zato, ker je dost mračen zate, ker je tudi dost duhovit zate in se mi zdi, da je prav ta povezava, kolikor jaz ne poznam, bi rekel, da je to zate narejeno. Tlele imaš mikrofon? Ja. Zdaj nekaj rešiti na to. Če češ. To je vprašanje, ja. Če ne, pa spijemo še enkrat. Ja, res je. Slište? Res je. Pravzaprav je še en drug tekst, ki smo ga skozi poskusili igrati, zadnji čas pa nekako Mateja ni imela časa, hoteli smo delati Kazimir in Kamelina od Dirka Horvata. Igra, ki se dogaja na Oktoberfestu, dan pred katastrofo. In pravzaprav, na Canetija se pa pravzaprav nisem niti spomnil iz tega konteksta, čeprav sem dobral že prej ta tekst. Dobil sem ta projekt, to ni bil moj predlog, to bi moral delati Paolo Maggielli, pa pol on ni mogel in potem sem jaz skočil pravzaprav ta tekst, ki je seveda moja tema. In moja tema je seveda raziskovanje tega polja krize in seveda nečesa, kar je zelo zanimivo, na kaj bi se teater moral veliko bolj odzivati na kaj moderni človek počne takrat, ko začuti te strahove konca. Zdaj ugotavljam, in to je potrdil en članek v Ljubljanskem dnevniku, ena pišek je napisala o čvekanju, blebetanju v kulturi. In tako doživljam pravzaprav tudi ta čas, da mi strašansko veliko govorimo, poglejmo samo recimo problem v Grčiji in tako naprej, strašansko veliko blebetamo, govorimo in naredimo zelo malo. Čeprav vemo, da se ene stvari morajo radikalno spremeniti. In Caneti je, zanimivo je, kako so določeni avtori, kot je Dirk von Horvat, Caneti, Karl Kraus, katerega se zelo želim, da bi prišel enkrat na naš oder, začutili predobčutek katastrofe. Predobčutek, kaj se bo zgodilo. In zanimivo je, da se lahko 1, 2, 3 zgodi, ali pa ne, tudi ne. Ampak ta čas je trenutno. In zato to je ena stvar. Druga stvar, o tem se že rekel, je sjajen prevod, sjajen tekst.
tem, da je zelo, zelo težko ga narediti. Ne. Tam se hiša potira. V Slovenskem teatru hišo potreb danes je nemogoče na odru, zato ker smo recimo od ene kalkulacije scenografije, ki smo imeli še v Jugoslaviji, recimo 50-60 tisoč mark, danes bi bilo to prišlo 80 tisoč evrov, včasih bilo prišne, ki smo dali v projekte, imamo zdaj točno 4 tisoč evrov. Vseh hišah. Ne. Igor ima toliko, časa, ki doda še, ampak mi smo prišli točno na 4000 evrov, da moramo narediti scenografijo. Kako boš naredil v teatru zdaj, da se hiša podreje? Za rušenje pa za odvoz materijala je to njih prav. Ja, za eno predstavo. To je že en problem. In seveda, veliko problemov, da ta tekst, to so tudi razlogi, zakaj se ta tekst ni igral, dolgo. En razlog je drznost, vedno, kadar se ga je igralo, ni bil škandal. Potem pa tudi znotraj teksta so določeni problemi, o katerih zdaj ne bi razpravljal, da ne pokvarim tako razpoloženja, ker bi se zdaj ne zemljeni. Glavno je stvar zelo komplicirana in težka, ampak seveda, če imaš ob sebi zelo izkušenega, spretnega adaptatorja, kot je Ženina Večerska, pomočjo sjajnega ansambla. Moram res reči, da nekateri igralci znotraj te ekipe so neverjetno stali ob strani in spodbujali druge kolege. En kolega, recimo, tukaj sedi, je neverjetno sedel stalno v dvorani, spodbujal in tako naprej. Pač srečo smo imeli tudi z zasedbo in tako naprej in potem se je steklo, kot se je pač izteklo. Ampak vse zdaj, kad sem naložil, je vsaka stvar, ki bi zdaj naprej govoril, rabil več časa. Je dovolj. Za prvo dekado, ja. Ženina, zdaj te je že ravno omenil, zdaj ne moramo, da ne bi še vidva kakšne rekli. Zdaj ti si piše, da si naredila priredbo, mi lahko na hitro malo poveš mogoče, v čem je razlika med originalnim tekstom pa med tem, kar smo danes gledali? A do polnoč imam čas. Ja, gre za masivno pravzaprav priredbo. Tekst ima še en del, tretjina, ki nažalost sem se morala odpovedati, ne samo jaz, cela ekipa, zato ker je postala ta del nekakor tezična, preveč je Kaneti poskusil eno tezo svojo izpeljati in sem jaz uvidela, da to na oder ne bo šlo, tako da sem to skrajšala, pa tudi predelava je i v zgodbi, i v zasedbi, oziroma v številu karakterjev, pač skoraj da smo zasedali cel ansambl, razen 2, mislim, da so vsi zasedeni, ker smo v ansamblu, plus goste imamo, ampak nismo mogli več gostov dobiti in sem morala pač neke intervencije narediti, skrajšati, oziroma nič ni skrajšano, kar je bistveno v tekstu. Nasprot je izpostavljeno nekaj, kar je. In to bistvo je, to, kar je Edvard že najavil, kakšni so ljudje tik pred katastrofo in kaj se zgodi v momentu, ko se katastrofa, to vzamemo nasploh, kaj pomeni katastrofa, ali družbena, ali ekološka, ali kakršnakoli, enostavno, kaj se zgodi s temi bogimi individuumi, ki preprosto obmolknejo, ki preprosto kot miške se skrijo, ko nimajo več besede, vse strasti usahnejo. Tako da smo hoteli v prvem delu narediti pokazati, kakšna je ta vulgarnost, kakšne so te pojave, v drugem delu pa pokazati, kako te boge usodice obmolknejo. Če se sam najavi katastrofa, kot je potres ali pa, ne smemo pozabiti, da je to besedilo pisano par let predno je Hitler prišel na oblast, tako da je hotel Kaneti preprosto kazati, reči, no, te ljudje, to bodo volivci, to bodo ljudje, ki bodo odločali, kdo bo na oblast. To so te ljudje, ki skrbijo samo za svojo
pohoto, ne. Canetti je leta 1981 dobil Nobelovo nagrado. Če se ne motim, je napisal 3 drame, glavnem je pa bil romanopisec, pa recimo znana je ena njegova antropološka študija, ki je tudi Mojca prevedla, Množica in moč. Ne, se mi zdi, da je že sam ta naslov Množica in moč pravzaprav v današnji predstavi butal ven, že sam ta misel, ne, kako se množica nekako oblikuje, kako reagira in kakšna je moč v tej množici. To ga je posebej zanimalo, masa. Jo je, Canetti je antropolog predvsem, ne dramatik. Njegova dramska besedila ni dobil za to Nobelove nagrade, ampak je dobil za antropologijo, za filozofijo, za razmišljanje. Pač to je treba prebrati, da bi se razumelo, kaj je pravzaprav napisal. Ampak posebej ga je zanimala množica, stampedo, masa. In posebej to, kako se množica preprosto razbremeni odgovornosti, zato ker nastopa v imenu mase. Ko si ti čreda, ko si masa, enostavno se zakriješ, postaneš anonimen, te ni več in enostavno nimaš odgovornosti. To pomeni, da greš v vojno, kolješ, posiljuješ in tako naprej, tako naprej. In to je nekaj, kar imamo ne samo, ko so vojne, ampak tudi samo ena futbolska tekma, pa vidimo, kaj je masa, ne, na primer. Danes smo imeli možnost gledati to, kot rečeno, to množico skoraj v celoti. Celo mariborsko množico smo lahko danes gledali, kako je norela po odru. Res, jaz vam dam en skupinski čestitko, res prav, mislim, da smo lahko danes uživali. Pa moram reči, da sem med predstavo razmišljal, kakšna fenomenalna stvar je to, da daš 12 € ali 15 €, koliko stane karta, se usedeš v dvorano in pred tabo zaigra množica enih ljudi, danes jih je bilo 22, takole na klik, se zavesa odpre in se začne en teater. Mislim, meni se zdi že sam to super, že res, ampak to mimo grede. Zdaj, ta hiša, ne, ta hiša je nekako istočasno se v tej hiši dogajajo same skrajnosti. Se pravi, na enem nivoju je poroka, na drugem nivoju je smrt, ki čakamo na to, da bo gospa umrla, čakamo na to, da se bo na nov razdelilo, da se bo dediščina. Tako se mi zdi, kot da je ena taka kolektivna norost, da je nekako na odru. In zdaj bi mogoče pozval vas, igralce, da malo poveste. Recimo taka ena stvar, ki se mi je zdela, jaz sem imel občutek, že ko sem bral tekst, da je kot da bi te liki ne imeli podzavesti. Kot da bi v bistvu, ponovadi se vedno v gledališču ukvarjamo s stvarmi, ki so zamolčane v glavnem, da se najbolj zanima tisto, česar se ne reče. Nekako imam občutek, da tukaj tega sploh ni, da se tukaj pravzaprav izreče vse. Pa me zanima, igralci, a je to kakšna razlika, se tukaj drugač igra, ali kako je s tem? Vlado, tebe bom najprej vprašal, zaradi geografije. Jaz sem vedel, da boš to naredil, evo. Jaz sem vedel. Si sem mislil Vlaškaliča, če ti povem, Ne, si mi že v garderobi obljubil, da me boš to vprašal. Da me boš nekaj vprašal. Zdaj, post festum, zdaj filozofirati o enih stvarih, jaz mislim, da nima smisla. Si pa prav ugano. Si pa prav videl, ja, nobene podzavesti ni, vse je kot na dlani. Kako pa to narediti? Mislim, da z disciplino, pa gotovo. Ja, pa s pravim glagolom, hvala lepa. Ja. Sam pridno,
igralci rečejo, kakšno, stvar je v tem, da smo se res ukvarjali, ker je fino zdaj Nejc rekel, mene zanima tudi v delu z igralci, kako letijo stavki mimo možganov, ne? A veš, kako ljudje govorijo, ne da bi se zavedali, kaj smo govorijo. In to je seveda tukaj v tekstu, tekst je mečkam drugač. Pisanje pravzaprav v drugem času, to je verbalna drama, verbalna, čist ne tako živahna, takšna, kot smo danes naredili, ampak je verbalna, samo preko jezika. To je tudi, mislim, marsikaj ta prevod izgubil, ki se prebral, se videl, da je Mojca to briljantno naredila na drugem nivoju, ki ga mi nismo toliko sledili, ampak smo šli po eni drugi poti. To zaradi več razlogov, tudi ne bi zdaj to zadrživo okrog tega, ampak v delu z igralci, in to smo se veliko pogovarjali, smo iskali ta igralski impuls, ki gre, ki šiba pravzaprav desetiko sekunde mimo mozga, mimo možgana. Ki vseka, to se pravi, direktno iz pijanosti, iz strasti, iz penisa, če hočeš, iz pahote, iz moči premagati nekoga in tako naprej. Ne? In seveda tudi lastnega obupa, ker vsak je tle strašansko izgubljen. Ne? In s tem smo se ukvarjali. In to samo zdaj me zanima, Vlado, imaš še ti rad, ki bi povedal? Ja, jaz bi rad povedal, da je tule Sara Dirnbeck, ki je, mislim, ne, ki odpira predstavo in vsaka čast Sara za to, ona je, se pravi, 3. letnik akademije. Naša Sara, prosim, en aplauz za Sara. Se pravi, bilo je zelo lepo gledati naše punce na vajah in mislim, kako so ta horda razposajenih žensk, to je bilo super, ne, in je mislim, prvo, dobro, ne bom zdaj neki drugače v predstavi, ste povedali vse. Ne vem, kaj naj povem. Kako je bila torta? Torta je bila v redu? Ne vem, jaz nimam kaj ni povedal. Aleš, imaš ti kaj zapovedal? Ne? Nekaj se pogovarjate, oprosti, ker ti nisem povedal danes Kristina, nisem povedal, so me upozorili potem. Že prejšnji sem pozabil, ja. To je tako, če daš človeku mikrofon v roki, povej, kaj se zgodi. Igralke? Zara, boš ti kaj rekla na izkušnjo v Mariboru? A kako ti je bilo zdaj prvič? Prvič sem delala zunaj izven akademije. Kako je zdaj narodno. In sem bila malo cela prestrašena, ampak so me zelo lepo sprejeli in tudi cel proces so bili zelo prijazni in fajn do mene. In je zelo fajn izkušnja in sem zahvaležna in fajn je, da je večina ansambla delala, ker pa če bi bila manjša zasedba, bi pač par ljudi spoznala, tako sem pa veliko. Vlado me je miril velikrat. Danes me je zelo miril pred predstavo. Sara, kaj je to za en dialekt? To je moj. To so Pišece, to je blizu Brežic, pa še bliže Bizeljskega, Posavja. Elektor rekel, super. Ja, ko smo to prvič na vaji imeli elektor. Zato, kar počneš, ni res. Kaj je to? Nek mištunk, neke dolenščine pa štajerščine. Ampak ja, moj je. Mal prilagojen, da se pač razume, ker če bi tolkla čist bi, če se ne razumela. Ampak ja, moj. Čestitam, res super, fantastično, res. Če je to debil, je to debil z veliko začetnico. Ja,
Pa si želi kdo od igralcev kaj povedati? Mislim, res je, da vas je zelo veliko, res je, da imate nekako zelo razporejene vloge. To mi je bilo zelo všeč, moram reči, da je en tak kolektiven duh, ki buta ven, ena splošna norost, ki je v predstavi, to mi je bilo strašno všeč. Tako se mi zdi, da je ta norost tista, ki pravzaprav to predstavo skupaj veže. To, da je vsak od vas nor na en poseben način. In to je največ povezan s tem občutenjem konca, ki prihaja, a ne, si predstavljam. No, vidiš, da se... Ne, zdaj z norostjo me je pa izzval, res. Mi dolg časa kot igralci, najbrž režiser, tudi sam režiserji to skrivajo, nismo vedeli, kaj bo pravzaprav to sploh nastalo na koncu. Dejansko ne. Spomnim se, ko sva z Niko delala na en prizor, ki je zdaj kratek, pravzaprav ne, zelo kratek. Vsega je ostalo mogoče 20% tistega, kar smo naredili. Si sploh nismo predstavljali, smo se lovila, vsak dan smo se bolj čudno gledala, kaj zdaj to sploh mi dva počneva tam. Dejansko, dokler se ni potem začelo dogajati to, da je ta tekst začel res leteti nekako mimo tega, kar smo se celo življenje pravzaprav kot igralci učili, da je treba ozavestiti, pa da je treba misel govoriti, pa tako, potem pa to začelo šibati nekako usporedno, kot da bi izven tebe ta tekst tekel, ampak skozi tvoja usta. In je to to so bili pa zelo zanimivi trenutki, taki presenetljivi tudi za naše igralsko delo. Drugače pa se mi zdi, da ta norost, ki jo je zdaj Jernej omenil, se je preselila nekako kar v celo ekipo, tako da to predstavo igramo z velikim veseljem. Čeprav potem smrdimo po tej smetani še par dni, jaz smo zdaj poln nos tega vonja po postali smetani, recimo, tako da se zelo dobro spomnim te predstave. Je pa seveda še eno veliko veselje v predstavi, da lahko študentka profesorja po tleh vrže na torto. To je pa prekonc. Ampak to torto sem vam prav zavidel, jaz sem tudi enkrat v življenju že metal z nekom, z Janezom Škofom smo si metala torto v glavo in moram reči, da je to meni vsaj ne vem, Nika ti povej, ampak meni se je zdaj to fenomenalno. Jaz sem tako užival v tem, v tem, da enemu vržeš torto v glavo, ne vem, prah humorja v tem, ali kaj zvem, neki večno zabavnega je v tem. Danes še si direktno zadela. Zadela si jo Goran Dragič, bi ti zavidal. No, jaz bi sam že to, kar je rekel, ta prizor, ki ga je zdaj mogoče več kot 20% ni ostalo, je res, ta prizor smo delali, smo imeli 20 ali 25 vaj, mučili smo se neverjetno, res. In spomnim se, enkrat je bila naročena Sara na vajo in sedi takole v okno in reče, pa kaj vi delate to časa, tukaj v teatri? Pa to se naredi, pa se gre domov, ne? Jaz ne vem, zakaj imamo mi zdaj še 2 meseca časa. To ne razumem, tega ne bom pozabil, to sem že parkrat rekel, fenomenalno. In ti mladi igralci reče, pa kaj vi pravzaprav to? Ja, no, vidiš. Ti si hitro naredila, ne? Ali še eno, če lahko še nekaj vprašam, lepo prosim. Ta predstava govori o tem, da če se zavest umakne in če začne ven butati podzavest, da človeka zanima sam še fuk. Zdaj pa me zanima me zanima, kako je to z leti. Kako se to pri človeku dogaja, ali se to kaj manjša, se veča? Te bom čez slabih 20 let lahko povedal vsebno, ne? Ampak, leta niso važna, res ne, kot prav. Ne, fascinantno je to, ne, da ti ljudje tako prepričljivo govorijo o tem, pravzaprav pa tega ne počne skoraj noben, ne. Samo govorijo. In zdaj vprašanje, če nazaj preslikamo, kar vemo, da v zgodovini se počne, vprašanje, če so sploh kdajkoli to počeli. Če samo ne govorijo o tem, to je ne? Ja. Tlele nas kar neki sedi, tako do tega je nekako mogli priti. Ne, mislim, to stalno govoričenje o tem, koliko jih boš in katere vse si in jih boš, je pač sumljivo strani avtorja za mene, no. Moram priznati, da mu čisto ne verjamem.
Se mi pa zdi, da je te ljudje nekako delujejo zelo vulgarni, pa nesramni, pa grdi, ampak so tako iskreni in tako nič ne pretvarjajo, da so ratajo vsi po vrsti zelo simpatični. Vsaj meni. Žanina, se strinjaš z mano? Ja, se strinjam. Ja, so simpatični zato, ker so to, kar so. Ne? Ko se napijemo dobro, ko so zabave, pač padejo maske in to smo, kar smo. Pravzaprav tekst ni tekst, ampak je njihova podzavest. To, kar res mislijo. Ti si dobro to detektiral. Samo fuk je in samo, kaj bom jaz podedoval. Ali bo moja hiša, ali bo moje to bogatstvo. Kako bom jaz živel v to. Sama mesenost je. Ne? In to je najbolj obupno, to je najbolj tragično. Mi se smejemo na to, ampak če pogledamo, da res večino ljudje sami na to mislijo, kaj bojo podedovali oziroma ali so zadovoljni, potešeni, potem pa pridejo katastrofe, pridejo krize in nimamo stališče. Ne vemo, kako se rešiti. Svojo individualnost ubili. Ja, ne samo individualnost, nikoli nismo jo imeli pravzaprav individualnost. Individualnost je ta masa, o katerem Kaneti govori, čredni nagon, truma, sodrga, trop, najbolj natančna beseda je pravzaprav. In tako razmišljamo, pa ne, tukaj, kot vidite, to niso ljudje, to je krem de la krem, to so zdravniki, to so intelektualci, profesori, to so ljudje, ki bi morali biti vsaj z neko stališče, nekaj v glavi, ampak očitno, ko pride alkohol, pride zabava, pride tista potreba po bahanje in enostavno butne to, kar si sam tudi detektiral. To lahko je smešno, lahko pa da ni. Intelekt, izobrazba ne igra nobene vloge. Ne. Bi rad sam eno stvar še rekel za informacijo. To seveda Mojca najbolj ve. To, kar smo mi naredili, zgleda kot ena norišnica, gledališka in tako naprej. Ampak v originalni tekst je pa prenesen resnično. To se pravi, rekli smo, to je eden največjih literatov evropskih, ki imamo, dobil Nobelovo nagrado in ga poznamo kot fantastičnega literata, kjer ni važno, kaj je resnično in kaj je fiktivno. Ampak ta drama je zelo natančno prenesena iz dunajskega miljeja. In to so stavki, ki so resnično zgovorjeni. To se pravi, on jih je prenesel, raziskoval in jih je potem dal. Oni dramatik se to se vidi, zato smo morali to veliko spreminjati, adaptirati tekst, pa tako naprej. Ampak to ni izmišljotina. V originalu je veliko dunajskega in drugačnega dialekta. Dr. Bog, to, kar Aleš igra, ta njegov jezik je izredno precizen, natančen in prenešen iz originalnih tipov, dunajskih tipov. In to si večinoma Kaneti, saj tako to govori v svojih intervjujih, ni izmislil. Seveda, mi to nismo mogli narediti, ker to bi pomenilo, da bi morali delati iz dialektov in tako naprej. Zgleda pa seveda naš produkt, kot da je to pač ena komedija, ena farsa, ena groteska, napisana na ta način. Svetle je tako originalno, da ima vsako ime nosi eno karakterno značilnost vsakega. To je Mojca tudi prevedla. Pol niste tega uporabili. Nekaj časa sem videl v gledališkem mestu, da je bila varianta. Meni se zdi, da nismo to uporabili, zato ker to, kar počne Bog, to skozi dejanje pokaže, da skozi misli na te ženske, na seks, na to, ali saj se važi. Ni bilo nujno, da tudi skozi ime poudarimo. Nekakor s tem, da smo ohranili sama imena, smo dobili tudi neko distanco. Kao, to je ta svet, poglejte si, tak je to svet. Ena varianta je tudi taka možna. Ker takoj, ko
daš bok ali pa kozel ali pa prevedeš ta imena tako, že lahko jih lokaliziraš. Pa da je eno univerzalno zgodilo s tem. Mi bi preveč lokalno, mariborščino, štajerščino in potem bi, in tega sem se najbolj bal, da bi zdrgnil eno tako kmetavzansko dramo. Mi smo to sploh zgodili, mi smo vadili nekaj časa z temi imeni, to ni šlo. To nam... Super se mi zdi, da ste tudi rešili sceno, scenografijo. Me prav zanima, kako boste naredili te različne nivoje hiše, pa potem en centralen prostor, se mi zdi, da je to zelo dobro narejeno, res. Je predstava nekako mračna, ampak saj meni pa pusti nekaj vedrega, ali kaj se, nekaj lepega, nekaj... Če ima kdo kakšno mnenje o tej predstavi, ga lahko izrazi. Če nima, je rekel Vlado Novak, bi Vlada rad nekaj zapravo. Hvala lepa. Hvala še enkrat vsem na pripojočim.